ko sem čakal na 11. uro tam v lokalu LP, sem majčkeno polistal dnevni tisk in sem v eni od revij, mislim, da v Oni ali ne vem, v kateri, sem zasledil natečaj z naslovom Njeno življenje, ki ga je navdihnil istoimenski roman Zofke Kveder, ki je šel leta 1914 in je marsikaj postavil na glavo. To se mi je zdelo neko zelo posrečeno naključje, da prav v tem hipu vidim naslov, ki na neki način povzema bistvo te knjige. In sicer kako lahko neko posameznikovo življenje ilustrira na nek zelo poantiran način neko dobo. Zgodovinarje pač zanimajo dobe, epohe. In ena od misli, ki jo povzema tudi uvod v tej knjigi, je, da lahko biografika in biografija, kot veda in kot njen produkt, se pravi, da ima to moč, da v zgodovinopisju na nek način zažene cela nova področja raziskav in predvsem, kot že rečeno, da ima to izjemno globoko in zelo pretanjeno sporočilnost, da lahko skozi življenje nekega posameznika, zdaj pa seveda ne govorimo o CV-ju, ampak govorimo o znanstveno in strokovno preučenem skupku, se pravi vsoti vsega, kar je nek posameznik živel in ustvaril, posameznica živela in ustvarila, da lahko skozi to prikažemo specifiko nekega obdobja. To se mi zdi še vedno ena izjemno dragocena znanstvena in strokovna izkušnja, ki pa neizogibno mora postati seveda tudi dobra literatura. To je pa še ena velika prednost. In avtorji v tej monografiji, ki smo jih uspeli preko ene konference, ki smo organizirali v okviru velikega mednarodnega projekta Intavia, torej ti avtorji, ki smo jih sklicali na to konferenco in so potem kasneje prijazno pristali na to, da bojo prispevali tudi k tej monografiji, so zbrani z vseh vetrov in vsak od njih je na nek neprisiljen način, ne da bi jim čist zares dal te usmeritve, pravzaprav pokazal, zakaj je biografika še vedno eno tako izjemno energično znanstveno področje. Začenši z Jérômom Rudiejem, ki je pisal o Machiavelliju in načinih raziskovanja Machiavellija, potem Jukka Korti, profesor iz Finske, ki je pisal o elitah, Anja Grebe, Ane Orvik, skratka izjemna mednarodna zasedba, ki je prispevala res globoke uvide v to, na kako različne načine se lotiti, torej biografije in kako pravzaprav k biografiji pristopati in kaj od nje pričakovati. Nastala je knjiga, ki ni samo res dragocena, ampak je, ne bi se hvalil, tudi zelo lepa. Tako da bom zaključil s tem, da sem na njo izjemno ponosen in da se tukaj odsotni kolegici Petri Testen Koren zahvaljujem za vso skrb in potrpljenje in pozornost, ki ga je vlagala v to knjigo skupaj z menoj in z vsemi avtorji. Vsem pa želim prijetno branje.